Brezmadežno spočetje sem, je rekla Lurška Mati Božja Bernardisov Biru. In danes na god Lurške Matere Božje in na svetovni dan bolnikov smo res počaščeni, da imamo v naši sredi res pomenljive služabnike Evangelija. Najprej v naši sredi pozdravljam našega misionarja Janeza Krmelja, misionarja, ki že dolga leta misionarijo znanja dela na Madagaskarju med Magaši. In njegovo delo, njegovo poslanstvo obsega tega, da je potrebno vse delati. Misionar je poklican za vse. Od tega, da je treba graditi šole, cerkve, vodnjake, pitne vode, cerkve, skratka se učiti jezika, sprejeti kulturo. Zato se vam zahvaljujem, da ste danes med nami in vas res prosim za Božji blagoslov, za vašo molitev. Posebej pozdravljam v naši sredi našega župnika Stanka Praznika, s katerim smo bila dolga časa v dekaniji Maribor. Župnik Stanko je župnik župnije Maribor Pobrežje in je priromal skupaj z molitveno skupino, z dragimi romarji. In vas tudi pozdravljam, vse vas, ki ste tukaj navzoči. Zelo sem vesel, da ste seboj pripeljali podobo ptujsko-gorske Matere Božje, Matere s plaščem. Vemo, da radi boromamo na Ptujsko goro, kjer nas Marija sprejme in ji kličemo, naj nas varuje. In prav tako tudi relikvije blaženega škofa Slomška. Vemo, da molimo za njegovo kanonizacijo. Tako da pozdravljeni vsi brati in sestre v Kristusu in pozdravljam tudi gledalke in gledalce televizije Exodus. Naši župnijski cerkvi smo svetega Ožbolta v Črni. In naj bo to sveto dogajanje sedaj na začetku v naši odprtosti src do Boga in Marije
saj vemo, da nas luška Mati Božja varuje in se ji izročimo in priporočimo, prav tako tudi Jezusu, ki je z nami v svetem rešnem telesu. Naj bo današnji začetek prazničen, slovesen, kot je bila uvodna pesem. In kakor pravi tudi znana Cerarjeva pesem, misionar, Božji poslanec si ljudstvu. In začnimo to sveto dogajanje za iskrenim kesanjem in užalovanjem svojih grehov. Somogočnem Bogu in vam, bratje in sestre, ki z nama so grešili, in si vsega dejanja, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. O Bog, sam praviš, da rad prebivaš pri ljudeh, ki so čistega in iskrenega srca. Pomagaj nam tako živeti, da boš mogel ostati med nami, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Amen. Berilo je iz 3. Mojzesove knjige. Gospod je spregovoril Mojzesu in Aaronu ter rekel: kadar se na koži kakega človeka pokaže oteklina ali izpuščaj ali pega in iz tega nastane gobavost, naj ga pripeljejo k duhovniku Aaronu ali k kateremu od njegovih sinov, duhovnikov. Če je mož goba nečist, naj ga duhovnik razglasi za nečistega, bolezen si je nakopal na glavo. Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta,
naj nosi pretrgana oblačila, naj ima razmršene lase, naj razkriva brado in naj kliče, nečist, nečist. Vse dni, dokler je bolan, naj prebiva ločeno, zunaj tabora, naj bo njegovo prebivališče. To je Božja beseda. Berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, naj si jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Ne bodite v spotiku ne Judom, ne Grkom, ne Božji cerkvi. Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem, pri tem pa ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili. Postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. To je Božja beseda. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je k Jezusu prišel polnovec in ga na kolenih prosil: če hočeš, me moraš očistiti. Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: hočem, bodi očiščen. Gobe so tako izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven in mu rekel: glej, da nikomu nič ne poveš, ampak pojdi pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes njim pričevanju. Ko je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel več javno v mesto, ampak je bil zunaj na samotnih krajih. In vendar so vse povsod prihajali k njemu. To je Kristusov evangelij. Spoštovani sobratje, duhovniki, Janez Krvel, Stanko Praznik, Jože Turk,
spoštovani bogoslužni sodelavci, spoštovani pevci na koru, spoštovani člani molitvene skupine, sestre in bratje v Kristusu. Najprej bomo slišali drugi del pastirskega pisma slovenskih škofov, potem pa nam bo spregovoril še naš misionar Janez Krmel. Dragi bratje in sestre, prejšnjo nedeljo smo nagovorili vse, ki na različne načine trpijo zaradi telesnih in duševnih bolezni. Hkrati pa smo se zahvalili vsem, ki so sočutno bližino ob trpečih. Omenili smo duhovnike in druge pastoralne delavce ter zdravnike, medicinske sestre, zdravstveno in socialno osebje. Vse mi bomo zmogli uresničevati svoje poslanstvo, če se bomo srečali z Gospodom nalezli čim več Božjega. Spomnimo se današnjega evangelija, ko se Jezus sreča z gobavcem. Ni ga strah obuške. Gobavcu dovoli, da mu pride povsem blizu in pred njim pade na kolena. Sočutje do gobavca je bilo močnejše od strahu pred gobavostjo. Jezus v teh okoliščinah izgovori eno najlepših in najbolj božjih misli, ko reče: hočem, bodi očiščen. Danes Jezus ozdravlja bolnike na različne načine. Iz zloženke, ki smo jo pred leti izdali slovenski škofje, želimo omeniti nekatere poudarke. V Sloveniji ima vsak bolnik pravico, da ga v bolnišnici ali podobnem zdravstvenem zavodu obišče duhovnik. Temeljno delo bolnišničnih duhovnikov so duhovni pogovori z bolniki, ki to želijo. Tudi do sakramentov ima bolnik neodtujljivo pravico, saj mu omogočajo blaženo večnost v očetovem domu. Ko bolniku priskrbimo zdravstveno pomoč, moramo takoj poskrbeti tudi za prejem sakramentov. Bolniki, ki prihajajo na zdravljenje v bolnišnico, naj po možnosti že doma opravijo spoved, prejmejo sveto krajino in po potrebi tudi bolniško maziljenje. Bolnikom, ki so nevarno bolni ali oslaveli, zelo priporočamo sakrament bolniškega maziljenja. Ta sakrament ne napoveduje smrti bolnika, ampak podaje novo upanje, novo moč za spoprijemanje s trpljenjem ter pogosto tudi zdravje na telesu. Bolnik ali starejši lahko sakrament bolniškega maziljenja prejme vsakokrat, ko se mu bolezen ali stanje poslabša. Po prevodu iz grškega jezika bi ga lahko imenovali sakrament opešanih, kot je pojasnil eden od slovenskih škofov. Nezavestnim bolnikom in bolnikom v posebno težkem telesnem in duševnem stanju naj sakrament omogočijo svojci in znanci. Za tiste, ki nimajo nikogar, naj poskrbijo člani župnijskega občestva. Če je bolnik, kateremu je duhovnik poklican, že mrtev, se ga ne mazili. Zanj in njegove najbližje se le moli. Bolniki, ki zmorejo, naj obiskujejo bolnišnične kapele, zlasti svete maše, sicer pa naj spremljajo sveto mašo po radijskem in televizijskem sprejemniku. Bolnikom in starejšim, zlasti v domovih za ostarele, priporočamo, da vsaj enkrat v letu opravijo spoved ter imajo možnost za verski in duhovni pogovor. Bolnikom, ki v bolnišnicah ali drugem podobnem zavodu prejmejo sakramente, duhovnik izroči podobico, na kateri so zapisani bolnikovo ime, datum in sakramenti, ki jih je prejel. Podobica je potrdilo za sorodnike in duhovnika o prijavi pogreba, če bolnik umre. To so glavni poudarki iz navedene zloženke. Nadaljevano bomo spregovorili še o 32. svetovnem dnevu bolnikov, ki ga obhajamo danes na god Lurške Matere Božje. Uvedel ga je sveti Janez Pavel II, ki ga je takole osmislil. Ta dan pomeni za bolnike, zdravstveno osebje, verujoče in vse ljudi dobre volje privilegiran čas za molitev, sodelovanje, darovanje trpečih, za dobro cerkve
in povabilo vsem prepoznati v različnih oblikah trpljenja bratov in sester obraz trpečega Kristusa, ki je s trpljenjem, smrtjo in stajenjem izvršil odrešenje človeštva. Dragi brati in sestre, spoštovane gledalke, gledalci televizije Exodus, papež vsako leto na verne kristjane in ljudi dobre volje naslovi poslanico, namenjeno bolnikom in trpečim, ter vsem, ki jih spremljajo v njihovih preizkušnjah. Ne smemo pozabiti, da so se v številnih državah že pred svetovnim dnevom bolnikom udomačila narodna romanja bolnikov, starejših in invalidov, kot so naša romanja na Brezje, Ptujsko goro in druge božje poti. Hvaležni smo za vsa škofijska romanja in župnijska srečanja za bolnike in starejše. Naj bo tako tudi v prihodnje. Post in pepelnica sta besedi na črko P. Škofje priporočamo, da bi naša sočutna bližina do preizkušanih vseh vrst bila tudi v poslušanju, potrpežljivosti in ponižnosti. Vsem, s katerimi živite in jih boste obiskali, prinesite naše pozdrave. Vsem, ki ste tukaj v cerkvi, in vsem gledalkam in gledalcem voščimo blagoslovljen postni čas. Umrli in stari Gospod naj vam bo zgled ljubezni in naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem, nekoč pa srečni obhajali veliko noč v Božjem objemu. Vaši škofje. Bratje in sestre, dragi duhovniki, prihajam iz misijona na Madagaskarju in ob tem obisku želim izraziti zahvalo za vso pomoč, ki jo nudite nam misionarjem, da nam lahko znanjamo Božjo besedo in tudi pomagamo v telesnih težavah, tako kot je bilo izraženo v pastirskem pismu. Če hočeš, me lahko rešiš, me lahko pozdraviš. To so dostikrat besede bolnega. No, mi pa v misijonih poskušamo delati na vseh teh področjih, tako da je to nekaka oblika predevangelizacije. Ker na našem misijonu je samo približno 3% katoličanov, morda 2% protestantov. In v takih razmerah je potreben poseben pristop do domačinov, zato da nekako razumejo, da Bog ni zapustil teh ljudi, ki so v težkih razmerah in da jih lahko potegnemo vzporednico z 200-300 let nazaj v naših krajih, kjer še niti ne poznajo volovske oprege in je glavno orodje lopata. No, v takih krajih res morajo ti ljudje po delu misionarja začutiti, da so tudi oni sprejeti v našo sredino, v kateri dela Jezus Kristus. Tako imamo bolnišnico, porodnišnico, potem pa šole, vse do stopnje, do mature. Je pa to na
skrajnem podeželju, ob obrobju pragozda, ki še ostaja na Madagaskaru. No, v taki sredini seveda se moramo v mnogih stvarih močno približati domačinom, da nas sprejmejo, da nam tudi pomagajo pri vseh teh dejavnostih in da sprejmejo tudi vero v Jezusa Kristusa. Način, kako mi pridemo v te vasi na oddaljenih krajih, je tak, da nas oni povabijo, ker že vidijo naše delo in potem se dogovarjamo, oni želijo, da bi tudi oni molili, tako izrazijo svojo željo in potem zgradimo malo cerkvico skupaj z domačini. V zdravstvu država res ne seže na podeželje, tako da se domačini tudi sami zberejo in povabijo koga od tistih, ki jih poznajo, da jim pomaga v zdravstvu. Misijon pa poskuša ravno tako na podeželju, kjer so že podružnice, tudi poskrbeti za zdravila, ker so ta največji problem. No, tukaj v naši sredi imamo dr. Ano Fajmut, ki je že 6-krat po 2 ali 3 mesece prišla in pomagala na naših misijonih, v bolnici, v ambulanti, v porodnišnici in pa tudi na podeželju. Tako da tudi vaša župnija od blizu pozna misijone in prav po njej tudi sežete z dobro voljo, s pomočjo tudi na drug konc sveta, tako da izrazim hvaležnost dr. Ani Fajmut in tudi vam, ki pomagate, da on lahko sredstvi pomaga, prinese zdravila, nakupi zdravila, ki so na razpolago na Madagaskarju in tako rešuje življenja na drugem koncu sveta. Mi imamo veliko pomankanje prav v osebju, ki je voljno res zastaviti samega sebe za to dobro delo. Šole, ki mi jih pomaga graditi naš misionar Pedro Opeka, so zdaj že več kot 15 let, obratujejo, imamo okrog 900 učencev od vrtca pa do mature. Če ne bi bilo vseh pomoči, bi ti ljudje ne imeli možnosti do izobrazbe. Tako pa poskušamo, da bi domačini nekoč prevzeli vse te ustanove, tako šolske kot v bolnišnici, pa v pospeševanju kmetijstva in podobno, da bi lahko pomagali vrstniki svojega področja, svojega kraja, nadaljevali to delo, ki ga zdaj upravljajo po večini zdravstveno in šolsko osebje, ga upravlja in je iz Visoke planote, tam, kjer je že 150 let krščanstvo. Naj se vam vsem zahvalim za molitev, ki je naša duhovna podpora
da vzdržimo takrat, ko je najtežje. Največkrat so najtežji trenutki ob teh ciklonih, ki ste tudi sami doživeli to katastrofo in dobro razumete, kaj zadene, če je ta huda ura, če ta huda ura zadene kraj, kjer živimo. Tako da tukaj je gotovo priskočila na pomoč vsa Slovenija in se je dosti hitro reševalo, medtem ko pri nas to traja mesece in leta, da se spet vsaj v neki meri stanje normalizira. Najhuje je to, ker tisti, ki so že v revščini, so še enkrat bolj udarjeni in potem je lakota, groza. Naj nam Bog vsem pomaga, da bomo šli na skupni poti, ki vodi do nebes in da bo ta čas za izkoristiti, da povabimo na to pot čim več ljudi iz svoje okolice, sorodnike, sinove, hčere, očete, matere, da bomo res vsi doživeli to srečo, ki nam jo Bog pripravlja za večnost. Pa izpovejmo vero. Samo hočemo Bogu, Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in velikega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rajen pred vsemi veki in je Bog od Boga, duše učiči, pravi Bog od pravega Boga, rojenega ustvarjanja, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, je zaradi nas ljudi, je zaradi našega zbličanja, prišel iz nebes in se odresil po svetem duhu, iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi prišel za nas, od Poncija Pilatom je trpel in bil dolgoročen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovem, in bo spet prišel v slavi Gospodi živega in mrtvega, in njegova ruka nevesno ne bo konca. Bil svetega duha, Gospoda in oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki nad očetom in sinom svoj slavimo, ki je govoril o prerokih in če je svojim letom Gospodu četvrto stoco posvedel, priznalo je nas vprašanje greko in pričakuje vzkajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Bog nam je svojo bližino podaril mir in veselje v srcu. Izročimo mu svoje prošnje. Naj škofje modro in odgovorno upravljajo svoje poslanstvo v služenju vernim. Naj iz družbe ne izločamo najbolj ranljivih in pomoči potrebnih. Naj se vsi tukaj zbrani prizadevamo za odprtost in sprejemanje drugačnih. Naj bolni vedno čutijo ljubezen in razumevanje svojih bližnjih. Naj bodo pokojni, ki še niso pri tebi, deležni večne sreče v nebesih.
vse te domačine, pa tiste, ki so v naših srcih, položimo na oltar po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Gospod naš Bog, Kristusova daritev naj nas očisti grehov in naredi iz nas nove ljudi, da bomo živeli po Tvoji volji in dosegli, kar si nam obljubil po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, viško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim ustajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nepohodom odprl nebeška vrata. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato prosimo po svojem duhu darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prišel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učenicam in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.
se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Dio nostro Dio, Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, da nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Podobni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem, vsemi škofi in vsemi, ki služijo v Oltarju. Spomni se Rajnih Alojza Kordeža, Danice, starše Beršuh, drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje odličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njeni ženom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, svetim Ožboldom, našimi krstnimi zavetniki, ki so živeli tvoje ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebe se odločimo v Očetu, Otčestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Molitev je tista, ki nas povezuje v družini, v kraju, kjer živimo, in tudi v krajih, kjer so kristijani, še posebej v misijonu. Pa se ozrimo na nebeškega Očeta z besedami, ki nas je naučil Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno vodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, Reši nas vsemogočni Oče vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdijo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bratje in sestre, ne bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Ja,
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Kdor uživa ta kruh, uživa vekoma. Sveto pravilo se bo darilo na dveh mestih, tukaj seveda bo brajal gospod misionar in pa še na goro, postopite k najbližjemu.
Molimo. Dobri Bog, pri obhajilu si nam dal naprej okusiti nebeško veselje. Daj nam, da bomo zmeraj hrepeneli po tej hrani, ki daje resnično življenje. O Kristusu našem Gospodu. Amen. Bog povrni, dragi bratje in sestre v Kristusu, današnja najsvetejša daritev je bila res za nas vse veliko spodbudo, da smo lahko molili in slavili jedinega Boga in se priporočili in izročili Božji in naši materi Mariji in tudi molili za kanonizacijo škofa Slomška. Zato bomo sedaj to tudi uresničili. Bomo skupaj zmolili molitev, ki gotovo znate na pamet, in potem bom podelil blagoslov Slomškovimi relikvijami. Vse to spremljajmo z globoko ponižnostjo, srčnostjo in pokleknimo v klopeh. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Blaženi škof Slomšek, prosi za nas. In sedaj še oznanila hvaležnosti za prijetne milosti po Slomšku Božji Materi Mariji. Saj vemo, da Marija in Slomšek, Slomšek in Marija, to je v naših srcih vedno navzoče, da se izročamo in priporočamo njemu, ki je pastir bil našega Božjega ljudstva, velik lastnik Božjega usmiljenja in narodni voditelj, škof, pisatelj, pesnik. In pa seveda Ptujsko-gorska Mati Božja, kateri je Slomšek pogosto poromal še kot otrok za svojo mamo. In Slomšek je rekel znamenite besede: kdor Marijo časti, srečno živi in se nikoli ne pogubi. Jutri goduje sveta Evlalija, ob 5. zarednega Rudija Pogladiča, 7. dan. V torek goduje sveta Kristina, ob 8. po namenu iz Trbovlja, ob 3. popoldne zarednega Franca Bezovnaka, sveta Maša Zadušnica in potem slovo na pokopališču. Ob 17. uri za žive drajne Župljane. V sredo je Pepenica, strogi post, začetek postnega časa. Prosim vas za navzočnost tukaj, da začnemo skupaj našo pot skozi 40 dni svetega postnega časa. Da vali vse veroučence, starše,
in navzoče Božje ljudstvo, da res drugemu obvestite, pomagate, povabite, da bi res napolnili našo cerkev in da bi za obredom kapeljenja vstopili v ta sveti postni čas s pokoro, z molitvijo, postom in dobrimi deli usmiljenja. Zato bosta sveti maši ob 9. v zahvalo in ob 17. uri za Redno-Fransko šepulj. V četrtek goduje sveti Klavdij, ob 8. po namenu iz Trbol, ob 17. uri za Redno teto Silvo, 11. obletnica. V petek goduje sveta Julijana, ob 8. za Redno Marijo Mori, ob 17. uri za Redno Marto Verdel, Jožeta, Sabino Kotnik in Marka. Ob koncu svete maše je tudi križev pot, tako da vabljeni torej res križevom potu, posebej pa še povabim starše prvobhajencev in vse veroučence, ker prvo sveto krilo bo hitro bo tukaj in zelo pogrešam prvobhajence pri nedeljskih svetih mašah. Skratka, nekaj vas je, ampak prosim, da v postnem času pa res prijete vsi. In tako je, lepo si ga potrpljal. Tako da vsi prijete in vsi moramo skupaj začeti sveti postni čas. Vsi sprašujejo, kdaj bo prvo sveto Kailo ali kdaj bo mirno. To bi vsi prišli. Kaj pa prej, vmes pa tema. Tako da dajte drugega spodbuditi, da res vsi pridemo in da vsi gremo to pot proti kateremu prazniku? Veliki noči, praznikov našega stajenja. Potem v soboto goduje sveti Silvin, ob 8. po namenu iz Trbol, ob 17. uri za Redno Ano Gašpar, Gezo, Aleza Kompreja. Potem naslednja nedelja, prva postna, goduje sveti Frančišek Letiš, ob 8. za Redne Končnikove Stople, ob 9:30 za Žive in Redne Farane in 11:15 pokrivni za Redno Valerijo Germadnik. Tako, poklone na koncu res našemu misionarju, ki nam je tako lepo osvetlil to Božjo besedo, pomen misijona in skratka na koncu ga še prosil, da zmoli Oče naš v malgaškem jeziku, gotovo ga želimo slišati, da vidimo, kako se sliši tam, kjer misionarov znanja že dolga leta, kako molijo to temeljno, najlepšo molitev pri bogoslužju. Na koncu svete maše boste vabljeni okrog oltarja, da se z misionarjem srečate, ne samo da dojete dar za Madagaskar, ampak da sežete tudi v roke misionarjev, kajti imamo misionarja vsako nedeljo tu. Tako da je zelo pomenljivo, da zdaj izkoristite in prosite za blagoslov, za molitev, za vaše domače, za vaše bolne doma. Gotovo imate koga v bolnišnicah. Danes je pa sploh svetovni dan bolnikov in se priporočamo Ljudski Materi Božji za zdravje. Tako da hvala lepa vam, Janez Karmel, za vse to, kar ste storili in še boste storili na misijonu. Naj bo blagoslovena vaša pot življenja še naprej, da bi še veliko dobrega storili Bogu čast in slavo. Poklone doktorici Ani Fajmut, ki je včeraj tako pripeljala našega misionarja in bo še danes skupaj z njim preživela še ostali del dneva, da boste še obiskala prijatelje in tiste najbližje. Vidim, da ste tudi tu nekateri sorodniki našega Stanka Praznika, župnika iz Maribora. Lepo, da ste prišli k sveti maši, tam vidim, tako da se potem srečate še s Stankotom in še kakšno lepo besedo izvinete tudi z njim. Hvala tebi, Stanko, da si prišel z Romarji in res lepa leta smo skupaj preživela dekaniji Maribor in tako da imam res lepe spomine na ta naša duhovniška druženja in vse to, kar je bilo v teh letih. Tako da poklonim tebi, Stanko, za pomoč takrat in tudi danes za molitev, da smo v dekaniji tako povezani, da se kdaj tudi srečamo med seboj. In lepe pozdrave vsem v župniji Maribor,
Pobrežje. Poklone tebi, Jože Turk, za današnjo somaševanje, za pomoč v župnijah in pomoč v dekaniji, da pomagaš v svojih močeh in poklone ti. In poklone Juretu, tule zadaj za mano, tako lepo je prišel danes, ga prosi včeraj, da je prišel in hvala ti, Jure, da prihajaš in Božji blagoslov ti želim tebi v družini, vse se pripravljaš tudi na sveto birmo, ki bo zelo kmalu, tako da naj bo blagoslovna priprava. Poklone Juretu, Juri uči, pomaga, veruk, potem bere Božjo besedo, obhaja Božje ljudstvo, skratka poklone Vlami in Majdi za vso vsestransko pomoč. Poklone Maksu, da je pripravil za današnja bogoslužja, poklone pevcem, Simono in vsem, da ste tako lepo prepevali danes na dvoru, kot tudi vse nedelje in praznike, ko smo skupaj. Še posebej poklone za četrtkovo srečanje. Res je bilo zelo lepo, spontano in prisrčno, tako da poklone vam. In poklone molitveni skupini, da ste priromali danes z Božjo materjo, s novškimi relikvijami, in tudi vam želim, da še naprej vztrajno molite, da prosite Božjega blagoslova, prosim za molitev zame, za naše župnije, da nas izročate Slomšku in Mariji. Poklone tudi sestri redovnici, da je prišla, poklone vam, bratje in sestre, zdaj pa vabim še besedi gospod doktorico, pa gospod županjo. Tako pa pridite, pa boste še kaj lepega povedali našemu misionarju. Lepo prosim. Jaz sem prav vesela, da naša sem se tudi spomnila leta nazaj, pa boste še to spomnili, pa pod nas počastila tudi obiskom pokojna misionarka, sestra Terezija, ko smo se od nje poslovili. In mi je danes tak živo v pesmi misionar, ko ste zapeli prešel celo njeno slovo spet. Tako da jaz moram reči Bogu zelo hvaležna, da mi je podala odkrit na Madagaskar, da se lahko sem tja vračala. Zdaj, a se bom še kaj vrnila ali ne? Tako je že gospod župnik Janez rekel, res je Črna, pa ta dolina Mežiška kar nekako povezana z vsemi prispevki, ki mi jih vedno, kadar se odpravljam, dajete domačini nekaj podjetnikov, pač vedno grem, lahko rečem, kar s polnimi rokami, tako da sem na misijonu pravi bogataš, da lahko pomagam tam posameznikom, ne rešujem življenja, ampak posameznikom pa lajšamo težave, lahko tudi koga pošljemo na operacijo. Tega res pokloni vsem, nikoli nisem naletela na kako besedo ali pa na odklonilno pogled ali karkoli, vedno ste pripravljeni dati. Tako da upam, da bo to ostalo še naprej, če bom lahko še švajs na Madagaskar, da tja odnesem stvari, če ne pa vemo, kam poslati preko misijonske pisarne, misijonov Ljubljane, ne pisarne, misijonskega središča, jaz rečem, ker pisarne, ker imam v telefonu napisano. Vedno lahko nakažemo tja sredstva in vedno pridejo sredstva v prave roke, ali k Janezu, ali k ostalim duhovnikom, ki so še na misijonih na Madagaskarju, ali Pedro v Pegi. Tako da je vsak dinar, ko ga delujete, dan 10-krat, 20, če ne 1000-krat poplačan in obogaten. Tako da stopne pokloni, pa pokloni Janezu, da je bil pripravljen pred danes. Mi je pa žal, da nismo uspeli, ker je vse tek na hitro bo kako slikco projicirati, ampak vse jih vidite dobirane iz Malgaša, tako da bi malo bolj postreno. Mislim, da smo pa danes bolj posvetili Ptujsko-Gorski Mariji kot njeno relikvijo, tako da vedno vsega ne moramo imeti. Vesela sem, da je prišla županja tudi, da se pozna, kam jaz hodim. Včasih je težko govoriti, ko me vprašate, kak je dol, ampak človek teh stvari ne pozna, težko razumeva vse te reči. Zato sem vesela, da vsaj nas poznate, da veste, kam pa lahko. Spoštovani gospod župnik Jože Trikovšek, spoštovani misionar Janez Krmelj, spoštovani župnik Stanko Praznik,
Jože Turk. Spoštovani domačini, pa vsi tisti, ki ste danes prišli v to cerkev, zato da poslušate kakšne delo misionarjev, pa ne nazadnje, da čujete lepe besede izrečene za dušo. Jaz bi se na tem mestu najtopleje zahvalila Ani Fajmut. Ona je tista, ki bo zanesljivo še šla na Madagaskar, tista, ki res skrbi za ljudi v stiski, ne samo na Madagaskarju, pač pa tudi tukaj v Črni na Koroškem. In mislim, da si res zaslužijo veliko zahvalo za vse to, za kar dela za ljudi. Tako kot si zaslužite zahvalo vsi vi, ki skrbite za trpeče, ne nazadnje, ko sem veliko krat razmišljala, tudi Ana govori o Madagaskarju, da je tam čist nek drug svet. Tako sporočilo je tudi poslala, ko smo mi tu upravljali posledice poplav, pa rekla, da tam bistveno težje živeti. In jaz temu verjamem, da temu tudi sledim. Zato si mislim, da smo lahko hvaležni, da živimo v tako lepi domovini, da živimo v Sloveniji in kljub temu, da imamo zdaj težke čase, jih skupaj lahko prebrodimo, če se med sebojno govorimo, pa če se med sebojno sporazumevamo in skušamo skupaj odpraviti vse težave, ki nas seveda vsakodnevno tudi pestijo. Še enkrat hvala vam tudi za razlago, kako gradite na Madagaskarju. Se mi zdi izredno pomembno govoriti o tem, kako pomembno je podpirati šolarje, kako pomembno je graditi šole, ker ne nazadnje s tem, ko gredo za to, dajete možnost vsem tistim, da živijo dostojno življenje, da pridobijo izobrazbo in da lahko svetu prinesejo tisto, kar si vsi želimo, to je dobroto. Najlepša hvala vsem, pa lepo nedeljo vam želim. Srčna hvala za besede naše Ane, zdravnice, tu iz Črne, ki nam je res po svojih očeh pomaga tudi v teh letih, ko človek že dostikrat še za sebe ne more skrbiti. No, ona pa zdaj ne bo še sedmič prišla, po 2 do 3 mesece je prihajala v naše kraje, na naše misijone in res dragala od jutra do večera, ne samo to, ampak kot zdravnice je v bolnici gledali tudi po noči, sploh pa po nočnici. Hvala lepa, gospe župani, to sem prvič doživel v Sloveniji, da sem dobil tak nagovor tudi in zahvalo od strani županje na slovenski zemlji in sem res hvaležen za te besede, izbrane besede, ki nam dajejo koražo. Priporočam se v molitev, leta gor, moči pa pešajo in da je vztrajnost še naprej je res izmoljena. Hvala že naprej, ko molite za nas misionarje. Bolj za malo. Oče naš v Maligaščini. Rajna je nedanča, površinna njenja rada, utube njeni fancatala, udantereka njeni šičapuna, eti antani taka njan danča. Umeva neja in njuni Anna iša nanča. Velovni fontanaj, taka nemelanaj, zajnina vratstavnaj, a za velanaj, vazini fitomančaci zahaj, pa fanafana miraci. Amen. Prisrčna hvala vsem duhovnikom in vsem vas domačinom
in tudi romanjem, da smo ob tem bogoslužju, obhajanju svete daritve, lahko preživeli to bogoslužje. Pripravimo srce za Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in živimo v miru.